Hello! V zadnjem času smo dobili kar nekaj povprašanj na temo sinhronizacije risank in če imamo mi v ekipi koga, ki bi to lahko učil. In ker nimamo, smo nekoga dobili. Z mano je Jan Bučar. Čau, Jan. Jan je igralec, diplomant igre na AGRFT, zaposlen si v Lutkovnem gledališču, ne? Igral si v ogromno enih predstavah, filmih in tudi tvoj glas, ki sem gledala, slišimo skoraj vseh risankah, Ledeno kraljestvo, Ledena doba, Bolt, Višave, Peter Zajec, Kung Fu Panda. Ja, res je. Po mojem, ne vem, če je kakšna risanka, kjer me ne bi bilo, no. Upam, da se me ljudje ne bodo naveličali. Jan, kako bi se ti, no, da ti pa dam tole, kako bi se ti predstavil kot Bak iz risanke Ledena doba? Kot Bak? Čakaj, zdaj se moram prav spomniti, ker to je bilo že nekaj let, kar smo sinhronizirali kot Bak. Čak, minutka. Evo, Bak je bil tak gusar, ne, imel je takole eno tako zaplato. Evo, takole nekako je izgledal. Hej, čau banda, jaz sem Jan, kar je kratko za gospod Jan Majster in dolgo za ja. Dobrodošli v mojem svetu, zdaj pa adijo. Evo, tako nekako bi izgledal Bak. Kaj pa recimo, igral si tudi Krištofa pa Svena v tej Ledenem kraljestvu zdaj, ne? Ja, tako v enki in v dvojki. Krištof je bil pa malo bolj tak pošten fant, malo kmečki, čakaj, eno kapo je imel, eno približno tako kapo je imel, tako nekako. Živjo, jaz sem Krištof. Zaljubljen sem v eno princeso, ampak tega ne smem povedati na glas. Ja, saj sem že. Ja. Ej, Sven, imam losa Svena. Sven, prid sem, po televiziji bova. Prid. Pardon, malo je sramežljiv, ga grem iskat. Sven, prid, no. Sam trenutek. Dej, Sven, prid, no. Prid, po televiziji bova. Saj ti ne bodo nič naredili. Ne grem, nočem. Dej, no, Sven, no, prosim te, no, ne bi tako sramežljiv, no, prid. Ne, danes še nisem jedel zajtrka. Ti ga bom naredil, no, obljubim, samo pokaž se, no. Ne, zajtrk. Ja, prav, boš dobil zajtrk. Pardon, malo je sramežljiv. Evo, tako nekako bi izgledal Krištof. The best, vidi se, da se prav zabavaš ob tem in the best. A se to da naučiti? Veliko pevcev je že tako vprašali, pa fajn se jim zdi, da bi lahko sinhronizirali tudi risanke, pa sprašujejo, kako se to nauči, kako priješ zraven? A se da to naučiti? Seveda se da. V bistvu je tako, sinhronizacija je podobno kot igra, ne? In igra je imitacija življenja. Tako kot se da naučiti plesati, peti, igrati, se seveda da naučiti tudi sinhronizirati. Tukaj samo uporabljamo svoj glas in skozi igro bi se jaz lotil potem učenja sinhronizacije. Se pravi, skozi gradnjo karakterja. Kakšne vaje pa se za to uporablja? Ja, zdaj glede na situacijo, ne, ki je in verjetno bomo morali najprej nekaj časa delati prek Zooma, prek Zooma bi se lotil najprej skozi govorne vaje, da malo ogrejemo aparat, da ogrejemo naše mišice in potem bi se že lotil gradnje karakterja. Gradnje karakterja pomeni, da bi jaz, ne vem, dal ene par likov in potem bi jih učenci skušali kar se da dobro zadeti, kar se da dobro graditi ta lik. Ker skozi lik pride potem tudi glas, ki ga rabimo. Potem pa, ko bi se pa enkrat začeli dobivati v živo, bi se pa največ skozi igro, skozi delanja scen lotil, skozi gradnje karakterja, skozi delanje karakterja. Recimo,
ne vem, če moram igrati, kaj pa vem, eno staro gospo, ne, stara gospa se malje zgrbančena, mačkanje taktale, a ne, in že takoj glas pride, a ne, samo da Ježiš Marička, no, kakšni ljudje pa hodijo okrog mene, no, ne. Se pravi, skozi igro v bistvu avtomatično pride glas, ki ga seveda potrebujemo in ki je glavno orodje za sinhronizacijo risank. Okay. In se pravi, postaviš tudi lahko sceno pol v živo, recimo, ko boš imel vaje. Ja, seveda. V živo, ko bomo se dobivali, bom jaz absolutno, bomo delali scene, bomo delali karakterje, jaz seveda ne bom toliko strog, kar se tiče ocenjevanja igre, ne, ker za igro rabimo seveda od glasu do celega telesa, ne, pravzaprav cel inštrument, ne, do tudi psihologije. Pri risanki, jasno ne, pri risanki je najbolj pomemben glas. Ampak do tega glasu, pravilnega glasu, pridemo točno s tem. Se pravi, z pomočjo igre, z pomočjo uporabe celega našega inštrumenta. Od fizičnega, čistega fizisa do psihološkega dela. Ampak glavni cilj je pa dobiti ta prav glas. Tako da to so samo vaje, prek katerih bi pol prišli do tega. A ti to pomaga tudi pri petju? Ti vem, da tudi veliko poješ, sem tudi že delala s tabo in super poješ. Ti to znanje igre pomaga tudi pri petju? Ja, pomaga, seveda. Zdaj tako, ne, pevci vemo, ne, da potrebujemo za interpretacijo neke pesmi, potrebuješ seveda emocije, ne. In zdaj, kdaj nam igralske vaje, kot recimo emotivni spomin je konkretna vaja, kjer se za pomočjo relaksacije in spomina vrneš v preteklost, v nek dogodek, kot je, ne vem, prva zaljubljenost, mogoče kakšen neprijeten dogodek, kakorkoli. Ampak prek te vaje se vrneš in potem lahko seveda uporabiš to v pesmi, ne. Če moraš recimo peti nekaj ljubezenskega ali pa nekaj polnega emocij, potem lahko seveda z emotivnim spominom, ne, kar je ena od vaj pri igri, to uporabiš in jaz verjamem, da lahko potem na drugačen način odinterpretiraš pesem. To ni nujno, da se to vedno uporabi. To je lahko samo eden od načinov, ki ti lahko pomaga, ne. Recimo, vem, da recimo pri pesmi, ne, jaz kdaj, ne vem, kakšno pesem, ki pojem, se mi zgodi velikokrat, da se ujamem v eno in isto interpretacijo. Ne znam ven priti, ne. In niti ne vem točno, kaj narediti, ne. In takrat potem, jaz rečem temu, naredim kontro, se pravi, grem v drugo smer in ali grem v pretirane emocije, ali grem v risanko. Se pravi, skušam razbiti ta vzorec, v katerega sem se ujel, ne. In to je seveda s pomočjo igre veliko lažje. In potem velikokrat prideš do presenetljivih rezultatov. Interpretacija lahko kar naenkrat postane popolnoma drugačna. Saj to si predstavljam, ker dejansko, veš, včasih kdo reče, če poješ svoje pesmi, ne, pa hočeš biti tako avtentičen, pol itak ne rabiš igrati, a je tako? Res je. Ne hočeš biti karakter, hočeš biti ti, ne, ampak tako, kot si rekel, ne, mogoče ti pa res pomaga, da... Ja, saj to ni, kako bi rekel, tukaj ni recepta v smislu, takole je napisan, tako to pomeni. Ne, ni, ne, saj vemo. Nekatere pesmi ti ležijo, jo greš v prvo odpet in pač deluje, nekatere pesmi pa pač ne. In to je samo potem ena od možnosti, ki ti lahko pomaga. Ne? Super. Jan, ful hvala, da si se odzval, da sva se takole malo pogovorila, da ljudem predstavlja v glavnem. Če želiš se naučiti sinhronizirati, raziskovati svoj glas, raziskovati različne karakterje svojega glasu, a ti to pomaga tudi pri snemanju reklam, verjetno? Pomaga. Povsod, ne? Pomaga, povsod. A veš, to je, jaz dam velikokrat primerjavo čisto z vsakdanjim življenjem, ne. Ti greš v službo po eni in isti poti ves čas, ne.
in hodiš, ali se voziš po eni in isti poti. In si velikrat se odločiš še enkrat obrati eno drugo pot, ne? Ali zavijaš namesto desno, zavijaš levo na križišču, greš po drugi poti, na cilj prideš isti, ampak drugačen, ker si šel po drugi poti. Ne? To so take male, ne? In pri interpretaciji je isto, ne? In pri interpretaciji pesmi in pri sinhronizaciji je podoben. Ne? Se pravi, po eni drugi poti prideš do istega rezultata. Ja. In ta pot je pol malo bolj zabavna oziroma nepredvidljiva. Nepredvidljiva, ja. Ti se lahko potem kasneje vrneš na isto pot, ne? Ampak tista, ki je bila prej ista, ne bi bila več taka, če ne bi vzel te poti. Ja. Vidiš. Zdaj se. Psihološki zaključek najnega pogovora. V glavnem, če kdo hoče sprobati, lahko sprobate vaje pri Janu, kontaktirajte nas in Jan, ti si na voljo, a ne? Jaz sem na voljo, oziroma, kot bi rekel, še en lik, ki sem ga tudi sinhroniziral, pingvin iz Madagaskarja. Ti imaš vse pripravljen tamle, kar rekvizite si pripravil. Kaj čakate, fantje? Mi vas čakamo. Pridite. Evo. The best, Jan. Hvala ti in se vidimo. Hvala tebi. Se vidimo. Čau. Čau.